danes v Pomurskem dnevniku. Odprli sejem Sobra. Zapravili že 10 milijonov. Nad hranilnico nove vsebine. Kazni za Muro. Vreme, jutri pretežno jasno. Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V Gornji Radgoni se je začel že 7. mednarodni sejem obrambe, varnosti, zaščite in reševanja Sobra. Semišče Pomurskega sejma je danes odprl slavnostni govornik, minister za obrambo Karl Erjavec. Sejem Sobra povezuje profesionalce, prostovoljce in vse, ki skrbijo za varnost domov in družin. V prihodnjih dneh pa bo poskrbel tudi za izmenjavo pridobljenih znanj in izkušenj. Tesno sodelovanje vseh akterjev obrambe, zaščite, varovanja civilne družbe je tisto, kar v prvi vrsti demonstrira sejem Sobra. Letošnja Sobra poteka v leto evropske kulturne dediščine in v času, ko Evropa ne išče zgolj kulturne dediščine, ampak vse bolj tudi lastno identiteto znotraj Unije in Zveze NATO. Minister za obrambo Karl Erjavec je v svojem nagovoru poudaril, da sejem Sobra predstavlja priložnost tako za strokovna in poslovna srečanja, kot za seznanitev državljanov s slovenskim obrambnim sistemom. Obenem pa je opozoril, da mir in varnost nista samoumevna. Moram reči, da lahko marsikaj vidimo, res pa je, da bo treba v prihodnje še več vlagati tako v tehnično opremo kot v ljudi, ker vemo, da nas pa vseeno obkrožajo različne grožnje. Ene so zaradi klimatskih sprememb, vemo, da praktično vsako leto imamo neko večjo naravno nesrečo, imamo pa tudi druge grožnje, ki se tudi na novo izkazujejo, kot je na primer množičen migrantski val, potem terorizem, tuji borci, kibernetske grožnje, tako da ne živimo več v tako varnem svetu kot nekoč. Gornji radgonski župan je izpostavil, da smo samo skupaj močnejši. In zato mi tudi nikoli nam ne sme biti žal priti sem na Sobro pogledati, kako in zakaj. Je prav, da vendarle imamo može v uniformah, da vendarle imamo ob dokaj močni vojaški sili, ki zmore in vedno in posod biti zraven. Vrhunsko opremljeno policijo in da imamo sistem zaščite in reševanja. Pogledam Darka v oči. Govorimo o tem, da samo sistem v celoti zagotavlja veliko stopnjo varnosti. Vojska, policija in potem sistem zaščite in reševanja, ki ga seveda izjemno dobro dopolnjujejo fantje, ki bodo te dni tudi tekmovali na državnem prvenstvu gasilcev. Torej, gasilci so ena izmed sfer, na katere se lokalne skupnosti izjemno močno zanašamo. Od 20. do 23. septembra 110 razstavljavcev iz 12 držav na 16.000 kvadratnih metrih tako ponuja najnovejša vozila in opremo za gasilce, oborožitev, transportna sredstva, elektronsko in optično opremo, informacijsko, komunikacijsko in laboratorijsko tehniko, izdelke za preskrbo ter druge pripomočke za obrambo, varnost, zaščito in reševanje. Na voljo pa so tudi predstavitveni poligon, demonstracijski in tekmovalni prostor, ki obsegajo dodatnih 35.000 kvadratnih metrov površin. Kljub zavezi peterice, ki je v koalicijsko pogodbo zapisala, zaščitili bomo reko Muro, pri čemer hidroelektrarn na tej reki ne bomo gradili, v Dravskih elektrarnah Maribor niso vrgli puške v koruzo in nadaljujejo s pripravo državnega prostorskega načrta. Od Ministrstva za infrastrukturo pričakujemo, da izbriše reko Muro iz energetskih dokumentov. Potem bodo sledili temu, kar so zapisali v koalicijsko pogodbo, nam je pojasnil Stojan Habjanič, koordinator kampanje Rešimo Muro. Spomnimo, da je vlada koncesijo za sanacijo in energetsko izrabo reke Mure dodelila Dravskim elektrarnam Maribor, ki so najprej na Muri načrtovale verigo 8 hidroelektrarn. Toda raziskave so pokazale, da energetska izraba reke omogoča le največ 2 novi hidroelektrarni. Zato so leta 2012 začeli s pripravo državnega prostorskega načrta za hidroelektrarno Hrastje Mota.
Sicer pa so se v Dravskih elektrarnah Maribor ostro odzvali na potezo Šarčeve vlade, saj da so v minulih letih za izdelavo potrebnih analiz in študij vložili veliko sredstev, ki bodo v primeru zaustavitve projekta predstavljala poslovno škodo tako za našo družbo kot skupino HSE ter ne nazadnje tudi za državo. Kljub razočaranju Dravskih elektrarn Maribor nad potezo peterice pa se poraja vprašanje, kaj so sami naredili v vseh teh letih za hidroelektrarne na Muri. V Murski Soboti so sicer pred 10 leti odprli Pomurski razvojni inštitut, ki je bil ustanovljen z namenom, da lokalno prebivalstvo pridobi ažurne informacije o izvajanju aktivnosti na projektu sanacije in energetske izrabe reke Mure v lokalnem prostoru. Inštitut, ki ima pisarno v središču Murske Sobote, ima 2 zaposlena, a so njihovi prostori večino časa zaprti. O tem smo se prepričali tudi sami, ko smo v zadnjih dneh večkrat potrkali na njihova vrata, a odziva ni bilo. Kljub temu Dravske elektrarne Maribor plačujejo najemnino za prostore, ki pa ostajajo poslovna skrivnost. Ni pa skrivnost, koliko za upravljanje direktorske funkcije PRI prejema Darko Anžel, nekdanji župan občine Apače in generalni direktor policije, danes redno zaposlen tudi na Ministrstvu za notranje zadeve. Anžel za svoje delo v pisarni, ki je večinoma časa zaklenjena, prejema 2250 evrov bruto, zanimivo pa je, da v Dravskih elektrarnah Maribor poudarjajo, da so v zadnjih letih stroške bistveno znižali. Vodilni v Dravskih elektrarnah Maribor zdaj pričakujejo sestanek s predstavniki vlade, po katerem bo tudi znana usoda inštituta v Murski Soboti. V prvo nadstropje hranilnice na Slovenski ulici se bo že kmalu vselil nov najemnik. Da se na Slovenski ulici 41 obetajo spremembe, so potrdili v Novi Ljubljanski banki, ki je lastnik omenjenih prostorov. Namenili jih bodo novim najemnikom, določene kapacitete pa bodo ohranili tudi za lastne potrebe. Kot so pojasnili, ima NLB za prvo nadstropje stavbe trenutno sklenjeno najemno pogodbo z mestno občino Murska Sobota in še enim podjetjem. Obema najemnikoma razmerje poteče 10. oktobra letos in sta že bila obveščena, da pogodba ne bo podaljšana, saj se je banka dogovorila za komercialni najem skoraj celotnega prvega nadstropja. Spremembe se nanašajo le na prostore v prvi etaži, dodajajo, medtem ko bo pritličje še naprej zasedal Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota. Kdo natanko bodo novi najemniki, nam v banki niso mogli izdati, saj kot pravijo, vnaprej o pogodbenih partnerjih ne obveščajo. Smo pa neuradno vendarle izvedeli, da naj bi šlo za Pomurski center za socialno delo. Soboški center za socialno delo sicer že vse od minulega tedna posluje na novem naslovu na Trgu Zmage, vendar to ni edina sprememba za enega večjih tovrstnih javnih zavodov v Sloveniji. Začetkom prihodnjega meseca se bodo namreč dosedanji centri za socialno delo v regiji, torej CSD Murska Sobota, CSD Gornja Radgona, CSD Lendava in CSD Ljutomer spojili v Center za socialno delo Pomurje. Svoj sedež pa naj bi regijski center vzpostavil prav v prostorih nad hranilnico Prekmurskih Dobrot. Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije je sporočil kazni za nogometno šolo Mura po derbiju z Olimpijo. Na tekmah 8. kroga prve slovenske nogometne lige je bilo največ vroče krvi med Muro in Olimpijo, zato je imel disciplinski sodnik s to tekmo največ dela. Iz disciplinskega zapisnika je razvidno, da je Mura prejela 300 evrov kazni zaradi nešportnega vedenja več igralcev, saj so prejeli 4 rumene in 1 rdeč karton. Nešportno in neprimerno navijanje navijačev je glavna iztočnica disciplinskega sodnika, ki je dodal še obrazložitev, da so navijači domačih prižgali bakle na tribuni, žaljivo vzklikali nasprotni ekipi in njenim navijačem. Roman Rogel je upošteval še predkaznovanost, kazen pa je omilila tudi pisna izjava kluba. Skupna kazen Mure tako znaša 750 evrov. Vročekrvni Luka Šušnjara, ki je zaradi nasilnega medsebojnega prerivanja z nasprotnim igralcem prejel rdeč karton, bo moral počivati 3 tekme. Tako bo Šušnjara izpustil tudi derbi proti Mariboru. Po naših informacijah se bo klub iz Murske Sobote pritožil na kazen disciplinskega sodnika. Na spletnem portalu sobotainfo.com poročajo o tem, da so se tekmovalci resničnostnega šova že vselili na kmetijo. Več preverite na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice.
Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Kakšno vreme nas čaka čez vikend pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli jasen dan s temperaturami okrog 27 stopinj Celzija. Opoldne ste v Krajinskem parku Goričko in Radencih namerili 22, v Murski Soboti in Lendavi pa 23 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo ponekod po nižinah megla. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru od 13 do 14, dnevne pa od 28 do 29 stopinj Celzija. V soboto se bo pooblačilo. V severnih krajih bo že dopoldne začelo deževati, sredi dneva in popoldne pa se bodo padavine razširile nad vso Slovenijo. Ob morju bo sprva pihal jugo, popoldne pa bo na Primorskem zapihala burja. Ohladilo se bo. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, a po večini suho vreme. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 8 do 14, dnevne pa od 15 do 22 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili za danes, več vsebin poiščite na naši spletni strani, mi pa se ponovno vidimo spet jutri. Nasvidenje.